Skupna kmetijska politika kot ena teh najbolj tradicionalnih politik Evropske unije ostaja še vedno močna. Zmanjšuje se sicer delež sredstev, ki je namenjen kmetijski politiki, iz slabih 38% na dobrih 30%. Res je tudi, da je proračun večji, tako da nominalno bo nekaj manjša kmetijska politika, kot je bila v obdobju 14-20, sedaj v naslednjih 7 letih 21-27. Gre pa za kar nekaj večjih konceptualnih sprememb v novem programskem obdobju. Največje je ta, da bodo v tem času prvič države same morale narediti svoje strateške načrte razvoja kmetijstva. V teh načrtih spoštovati generalni okvir, ki gre v smeri ozelenitve, okolju prijaznega kmetijstva. Na drugi strani bodo pa države imele to svobodo, da bodo dale prioritete tistim stvarem, ki so v njihovih državah potrebne večje podpore. Tako je logično, da so potrebe finskega kmeta, slovenskega kmeta z Malte različne. Res je, da se je slovensko kmetijstvo v teh letih, odkar smo v Evropski uniji, pokazalo kot tisto, ki je znalo izkoristiti evropska sredstva v celoti. Na kakšni kohezijski politiki so bili večji problemi. Kmetijstvo je tako iz prvega stebra kot iz programa razvoja podeželja na nek način znalo pripeljati vsa sredstva v Slovenijo. Ni pa nam bilo potrebno doslej veliko razmišljati o svojih strateških načrtih, ampak jaz pravim, da smo bili dobri učenci in smo izpolnjevali pogoje v kmetijstvu, ki si jih je postavila Evropska unija. Sedaj bo potreben dogovor, kaj želimo od slovenskega kmetijstva, kaj bomo naredili tako na področju samooskrbe, ki je eden ključnih problemov v Sloveniji, kako bomo omogočili tudi boljši ekonomski položaj kmetom, se pravi, da se bo dalo živeti na teh v Sloveniji manjših kmetijah.